Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes ste z nama v drugem delu najinega intervjuja potovanja po Veliki Britaniji. Torej, jaz sem Tine Nipič, danes kot moderator in gost, z mano pa je spet moja punca Teja Makuc. Lep pozdrav tudi z moje strani. S katero smo se podali na to razborljivo doživetje. Preden gremo na predstavitev nekaj malega, torej popotniški snap, katerega danes gledate, večina ga že poznate, to je popotniška oddaja, eden izmed projektov Popotniškega združenja Slovenije, tako je tudi spletna revija Globetrotter, v kateri je veliko popotniških vsebin, člankov o nasvetih za potovanje in tako naprej. Če vas bo zanimalo kaj več o najinem potovanju, bo tam tudi kasneje objavljen članek v večjih delih. Drugače pa je to mladinska organizacija, ki povezuje hostle po Sloveniji in je del večje mednarodne organizacije Hosteling International. Torej, v današnji epizodi bo potekala tudi nagradna igra za vse vas. Torej, vse, kar morate storiti, je, da na spletni naslov Popotniškega združenja pošljete ime in priimek, svoj ime in priimek, naslov, geslo, ki vam ga bo zaupal tekom oddaje, te tudi številko vaše popotniške majice, ki jo boste prejeli, in izgleda takole. Tako da pridno poslušajte, pa boste izvedeli geslo in ključ do vaše nagrade. Kakšno je pa vprašanje? Vprašanje to bom pa tudi zaupal kasneje. Tako da mislim, da je kar čas, da pričnemo s predstavitvijo. Tako, začetek se Matej ostavilo tudi pri zemljevidu, ne? Tako v prvem delu. Ja, že v prvem delu sem vam predstavila ta okvirni zemljevid mojega potovanja in danes boste poslušali zgodbe in najine prigode na potovanju po tej zahodni obali oziroma zahodnem delu Velike Britanije. Tukaj sva se podala od mesta Glasgow, potem proti jugu, skozi Liverpool, mesto Bath, pa pol vse do Walesa in njegove prestolnice Cardiff in potem počasi nadaljevala pot nazaj do Londona in pa potem domov. Domov smo šli tudi preko Bruslja, ne Pariza, in preko nemških mest, s hitrimi vlaki, in smo praktično prišli za enega dneva, torej v enem dnevu smo prišli iz Londona do Maribora. Ja, to pa nam je uspelo. To pa nam je uspelo, čeprav smo bila, mislim, da 19 ur na vlakih. Nekaj takega. Torej, če začnemo kar s prvim mestom. Torej, prvo mesto, to je, pri katerem smo nazadnje ostali, to je Glasgow. To je največje mesto Škotske, prestolnica pa je Edinburgh, ki smo ga v prvem delu predstavila. Glasgow po ni bil tako čudovit kot Edinburgh, ne. To je bila mešanica tako zgodovinskih zgradb kot nekih modernih in bo tako enotno usklajeno mesto, malo je tega, malo je onega, in ni mogoče tako, nima take jasne identitete, no. Na desni strani vidite grobnico oziroma kletne prostore glavne katedrale. Na zgornji sliki vidite to katedralo, ki je eden najlepših primerkov takšne gotske arhitekture, klasične, v taki velikosti na Škotskem. V sredini pa je spet eden izmed takih skulptur, ki prikazuje, kako hitro čas beži, no. To je na avtobusni postaji v Glasgowu in tako kot prejšnji oddaji, ko smo govorili o Corpus Clark v Cambridge, je to spet en taki monument, kako hitro čas gre in nič ne reče, da ga je treba izkoristiti, ne, še posebej za potovanja in tako naprej. Ja. Tukaj na zgornji levi sliki pa vidite en poseben kip, ki se nahaja pred Moderno galerijo v Glasgowu. To je kip vojvode Wellingtona, ki pa ima na glavi Deadpoolovo masko in prometni stožec. To je mogoče malo nenavadno, ampak ta prometni stožec se na kipih pojavlja v več angleških mestih, tudi v Edinburghu sem videla en taki kip, ki je imel prometni stožec na glavi. Je pa to ena taka potegavščina domačinov, ki ima kar dolgo tradicijo, že mislim, da iz 80 let prejšnjega stoletja se pač tako pošalijo in na te kipe poveznajo stožce. Je pa ta kip verjetno eden najbolj znanih takih primerkov. Zdaj vlada v Glasgowu je želela nekako preprečiti, da bi vandali to počeli in so razpisali pač neko novico, da bodo podstavek kipa podaljšali oziroma povišali za 2 metra, tako da ne bodo se mogli gor povzpeti in natikati stožce na glavo.
ampak so ljudje v Glasgowu začeli s peticijo in so dejansko zbrali dovolj podpisov, da ta ukrep nikoli potem ni bil realiziran. Vse pa v tej galeriji, ki je tukaj za kipom, v tem času odvija razstava del umetnika Banksija, ki pa je tudi izrazil podporo ali pa neko zadovoljstvo s to potegavščino. Kasneje, drugače, pardon, da te prekinjam, bomo še prikazala en grafit, no, ki smo ga našli od Banksija, ampak v Londonu, tako da boste videli. Ja. No, še ena slika na tem slajdu pa je tukaj čisto spodaj v sredini. To je ena tradicionalna škotska jed, ki se imenuje Cullen's King. Je pa to taka gosta kremna juha, ki vsebuje tako posebno dimljeno ribo, zelenjavo, kot je krompir, koruza in čebula. Zraven pa postrežejo še domač kruh in pa maslo in potem to tako krepčilno kosilo. Ja, zelo priporočala to kremno juho, mislim, nama je bila kar okusna, ampak smo kar nekaj časa porabili, da smo našla obrat, ki je ponudil to hrano ne kot predjed, ampak kot glavno jed. Ni pač vredno poskusiti, no, to priporočala. Glasgow je tudi mesto velikega števila muralov in grafitov. Tako kot je Berlin poznana kot ena izmed evropskih prestolnic muralov in grafita, tudi Glasgow, ampak večina teh muralov je tukaj bilo ustvarjenih na pobudo oziroma glede na financiranje občine, tako da niso bili ilegalne poslikave. Nekaj primerkov lahko vidite tukaj, ampak to je le špukec v morje od vseh teh bogatih muralov, ki so v tem mestu. Nekaj sem jih tudi sama obiskala. Je pa to zelo zanimiv oziroma pomemben turistični produkt mesta. Medtem, ko smo midva hodila po mestu, smo srečali najmanj 3 skupine, ki so bili vodeni po tej muralovi poti okrog mesta, in ker so vodiči pač predstavljali, kako so ti grafiti nastali, kaj predstavljajo in tako naprej. Tako da to lahko res označim kot nekaj primer dobre prakse v turizmu v Glasgowu. Ja, lahko pa vidite, da so naslikani v veliko različnih stilih in veliko različnih motivov je. Večina jih je bolj tak, ima neko družbeno noto, opozarjajo na neke družbeno problematiko. Mogoče pa vas ta tretji po vrsti, torej iz leve proti desni, spominja na umetnika Banksija, ampak to ni njegovo delo, to je delo enega izmed njegovih posnemovalcev. To je tudi en takšen mural na enem majhnem malo večjem parkirišču v zakotju Glasgowa, ki predstavlja cel ekosistem. To je samo en delček slikanega murala, ki pač se razprostira čez več stavb. Drugače tukaj še nekaj najzanimivejših, ki smo jih videla. Pa recimo ta, vse ima neki pomen, včasih tudi kako družbeno kritiko, to je bistvo. Kritiko, ne vem, do vodstva države, kakorkoli. Ali pa tu mogoče do podnebnih sprememb. Ja, recimo. Vedno nek pomen zadaj, zakaj nastane neka ulična umetnost. No, ena izmed na najnem seznamu ena izmed najpomembnejših atrakcij je bil ravno ta Riverside muzej. Ta muzej se nahaja, mislim, dobre 3 kilometre izven centra. Lahko se sprehodite ob reki v Glasgowu, ker Glasgow je bilo pristaniško mesto, in se lahko sprehodite ob tem nabrežju, ki je zdaj revitalizirano, ni več tam le samo pristanišče, ampak tudi razne druge stvari za turiste. In ta muzej je brezplačen, ni pa poznan zaradi vsebine muzeja, to je muzej transporta, ampak zaradi tega, kako je zasnovan oziroma po svojem arhitekturi. To je delo ene izmed najbolj znanih arhitektov našega časa, to je Zaha Hadid, žal preminula arhitektka, ki je tudi ena izmed dobitnic teh Pritzkerjeve nagrade, te znane nagrade, ki je šteje kot Nobelova nagrada za arhitekturo. Ena svetovno znanih arhitektk. In to je en izmed najbolj znanih del, ki pa drugače ustvarjala, oziroma njeni dizajni so od Amerike do Kitajske, po celem svetu, tako da verjetno so že zasledili kaj od nje. Ja, in ker je to muzej transporta, se spodobi, da se pred njim nahaja tudi ena taka transportna trgovska ladja, na kateri se tudi lahko posnete in si ogledate, kako so v tistih časih trgovali na njej in kako so potovali z njo. Tudi na njo je vstop brezplačen, je pa v muzeju dosti teh prevoznih sredstev, raznih teh tramvajev staromodnih, pa avtomobilov in še.
Je ena zanimiva zgodba, tudi zgodbe so poleg napisane, ne te suhoparni podatki. Samo je, na primer, na enem vagonu tramvaja je pisalo, da je bilo to glavno žarišče ene nalezljive bolezni v zgodovini, da se ravno preko tramvaja, da je bilo ne vem koliko tisočih smrtnih žrtev, ampak da so se ravno na tramvaju, kjer so ljudje se najbolj goščevali, oziroma se družili, največje gruče ljudi so potekali na tramvajih, je bilo glavno, kako bi rekel, žarišče, ja, so ga označili kot glavno žarišče epidemije, no, takratne. Ne vem, kaj je bilo to, kakšen kuga, v tem času ni kuga, te kasnejše, kaj so bile bolezni. V glavnem, takšne zgodbe so prikazane v tem muzeju, pa tudi zgodbe različnih večjih teh prvih ladij, kot je Titanic in tako naprej. Evo, in tukaj, to je v Glasgowu, za obiskom Glasgowa je sledila noč, v kateri pač nismo spala, torej sva želela privarčevati z nastavitvijo in smo pač bedela, dokler nismo vzela zgodaj zjutraj hitrega vlaka do Manchestera. Tukaj je na primer na aplikacija Eurail opozorila, da je nujno potrebna rezervacija, kar se tudi storila, ampak je bila enaka cena za rezervacijo sedeža v drugem razredu in prvem razredu, tako da smo se odločili, da se te rezerviramo prvi razred, ne. In tako izgleda torej prvi razred. Prvi nekaj ur na vlaku smo seveda prespala zaradi utrujenosti, nato pa so se zbudila ravno v te razglede in takrat smo se ravno peljali skozi Lake District, to je eden pomembnejših nacionalnih parkov v Angliji, en najbolj hribovitih nacionalnih parkov Anglije, ne Velike Britanije, Anglije. Tukaj se nahaja tudi najvišji vrh v Angliji, slabih 1000 metrov, tudi največje jezero. Je pa poznano ta narodni park kot eden izmed priljubljenih izletniških točk za Angleže, kamor hodijo na pohode, na vdihe. Tukaj lahko vidite na desni sliki, kakšna pokrajina je bila zjutraj, takšna res travnata, zelena. Vseeno pa vam nekako ne priporočam ravno najbolj, da ostanete budni celo noč, zato ker v bistvu mi sem bila primorana se sprehajati po ulicah Glasgowa, ker se je železniška postaja zaprla pol ure čez polnoč in sva v bistvu do 4 mogla nekako zapraviti ta čas in se greti sama sebe, ne vem, s hojo, ker v bistvu nisem imela kam iti. McDonald'si pa te obrati s hitro prehrano so sicer odprti, ampak tam ravno ne moreš ne vem koliko časa porabiti in je bilo malo težko nama. Po takšnih večjih mestih, še posebej, če so industrijska, pa takšnih ni ravno varno hoditi po vseh koncih mesta, ne. Zato je tudi v redu, če se kje zadržite za nekaj časa, da imate samo mir, ne, pred kakšnimi težavami, čeprav to zdaj ni nujno, ne, ampak fajn je, da je torej lahko nekaj na toplem. Mi smo glih hodila tisti noč, ko je bilo res hud veter in mraz, tako da zaradi tega, nisem preveč zadovoljna, sem mislila, da bomo lažje prišla skozi, ampak očitno ni šlo. Seveda pa je treba šteti tudi prtljago, ki jo imamo s sabo, ne, to tudi odtehta svoje. In tako smo prišla v Manchester, zgodaj zjutraj, ne? Ja, Manchester je eno tako poslovno središče, polno teh visokih stolpnic, ki se mešajo s to neko starodobno arhitekturo. Mesto naju ni, ne vem kako, prepričalo ali pa presenetilo. Ima sicer nekaj atrakcij, ki so si jih pogledala, kot je recimo tukaj čisto na desni sliki vhod v kitajsko četrt, v kateri biva kitajska skupnost. Je tudi ena izmed mest v Veliki Britaniji, ki ga označujejo kot prijazno tej LGBTQ skupnosti, da imajo te mavrične zastave in instalacije po mestu. Sva se pa kar hitro iz Manchesterja odpravila potem naslednjemu mestu nasproti. Ja, Manchester nima toliko atrakcij, mogoče kot kakšen Liverpool, ki ga tudi kasneje predstavlja, ampak ima pa kar veliko muzejev, to je treba izpostaviti za takšno poslovno središče. Tudi med tem nogometni muzej je tukaj znani. Drugače pa seveda vsa ta angleška mesta ima tudi te znane stadione, Premier lige, tako da če je kakšen nogometni navdušenec priporočal ti kakšen ogled, samo so ti ogledi malo dražji, ne. Pa tudi večinoma se nahajajo izven mest ti stadioni, zato dostop ni ravno. Žal tudi dobenega po poti niso videli, ne. No in tako sva šla do drugega mesta, sklopa teh treh mest, ki sva jih obiskala v enem dnevu, torej v enem dnevu, ko sva po noči prišla z Glasgowa, sva si ogledala in Manchester, in Leeds, in Liverpool. No, Leeds je pa glih to mesto, ki je bilo najbolj mirno od teh treh, lahko rečeva. Tukaj sva tudi obiskala nekaj muzejev, ampak
ta najbolj zanimive stvari sta ravno prikazane na tej drsnici. No. Ja, tukaj na levi polovici se nahajajo slike mestne hiše, pred katero se pa nahajajo ti kipi zlatih sov. Sova je zelo pomemben simbol mesta Leeds in je tudi v njihovem grbu. Zdaj točno ne vemo, zakaj so sove tako pomembne, ampak tisti prvi mestni svetnik, ki je si zamišljal grb, je bil velik oboževalec sov in je na to pač to sovo vključil tudi v grb mesta. Imajo pa po mestu speljano tudi pot od ene sove do druge, torej veliko različnih skulptur teh sov je in res je to zanimivo pogledati. Ti si pravkar odgovorila na vaše nagradno vprašanje, torej katera žival je glavni simbol mesta Leeds. In zdaj, ko ste izvedeli, katera žival je to, no, torej to si zapomnite in po koncu oddaje pošljite to poleg vašega imena in priimka, naslova in številke majice na spletni naslov na mail popotniškega združenja. Seveda ta nagradna igra traja jutri do 12. ure, tako da kar pohitite in boste prejeli brezplačno popotniško majico oziroma majico popotniškega združenja. No, tukaj na desni polovici slajda pa se nahaja ena zgodovinsko pomembna stavba, ki si jo tudi ogledala. Na zgornji sliki je notranjost, na spodnji sliki pa zunanjost stavbe in ta stavba se imenuje Leeds Corn Exchange Building. V tej stavbi so torej še 50 let nazaj v bistvu kmetje, pridelovalci izmenjevali žito s prodajalci in preverjali kakovost, se pogajali o ceni. Potem pa, ko je britansko kmetijstvo zajela kriza v 19. stoletju, so pa to stavbo preuredili v bistvu tako nakupovalno središče z butiki in prodajalnami. Zanj pa je značilna v bistvu tale kupola, ki jo vidite na sliki in pa ta okrogla oblika z dvema terasama. Reče, mislim, da smo zasledila podatek, da je bilo tudi do 170 stojnic takrat v tej zgradbi. Ta zgradba je res velika, ampak 170 stojnic in ne vem koliko, 60-70 prodajaln je res velika številka. No. Zdaj pa nadaljujemo v tretje mesto tega dne, torej Liverpool. Tukaj se mesto poznate, nogometno mesto, pristaniško mesto, pa tudi mesto, rojstveni kraj skupine Beatles. Na zgornjih teh slikah vidite te glavne tri zgradbe, ki tvorijo to nabrežje reke. Zelo znane zgradbe, v resnici v živo izgledajo zelo bolj mogočne. No. In so tudi zaščitene, kot nek spomenik v Angliji. Drugače pa, pol pa je tukaj kip Beatlov. Ja, pred njimi je bila res velika množica ljudi, ki so se želeli slikati z njimi. Spomenik, pardon. Ja, njihov spomenik. Ampak identiteta celega mesta oziroma tega središča, ki so ga midva obiskala, je zelo povezana z njimi. Ne toliko z nogometom, to ni bilo tako izpostavljeno, ampak predvsem oni in njihova glasba, ter vse, kar so pač naredili za to mesto. Ja, pa tudi ta prvotni lokal, kjer so igrali, kako se že. Ja, The Cavern Club. Točno. Ja, se nahaja na eni izmed teh liverpoolskih ulic, ki so jo tudi obiskala. In na tej ulici je polno takih malih lokalov, v katerih imajo karaoke oziroma živo glasbo, kjer pojejo ti imitatorji Beatlov in pač ta glasba odmeva po celi ulici. Ja, ko se sprehodite skozi to ulico, boste prav videli znotranjost, vse to odprtega stila, boste videli prav res vse nastopajoče, uživali lahko v glasbi danes skozi ulice, ampak kot da ste danes noter v lokalu. Tako da priporočamo sprehod skozi to ulico, ampak res je logično, natrpana ulica. Tudi mislim, da je taki Wall of Fame, zid slavnih, kjer so pač seveda vse rockovske skupine, ki so tukaj bile kdajkoli podpisane od Rolling Stonesov do Pink Floyda in tako naprej. Mislim, pa tudi seveda britanski, ki so najbolj znani še poleg Queenu, pa tako naprej. Drugače pa, še po čem je znan Liverpool, torej po svoji katedrali. Liverpool ima dve katedrali, to je ta starejša, oziroma ta katedrala, ki je pač ena največjih, mislim, da tudi to največja verska zgradba v celotni Veliki Britaniji. Tako je. In na levi sliki lahko vidite pač nasploh pročelje, zgleda na desni, pa lahko vidite tudi Tejo, ki je tukaj
in tako vidite, kako velika je stavba proti človeku. Ne. Teja se stoji tukaj na stopnicah, oblečena v modro. Zdaj lahko vidite, kako visok je tudi ta zvonik, mislim, da je več kot 100 metrov, približno 100 metrov visok ta zvonik, eden višjih na svetu. Nasploh pa je tudi stavba zdaj že z barve tega materiala zelo tako drugačna od klasičnih katedral. Ne. Tako rdečkasta je. Zelo, kako bi rekel, vzame ti dih, no, takšna stavba. Se pa imela tako nesreča, da sva bila tukaj malo prepozna, da bi si ogledala notranjost, ker se je pač cerkev že zaprla. Da definitivno mislim, da je tudi notranjost dihimajoča, ne samo zunanja podoba. In pol sva seveda nadaljevala pot nazaj do zaliva, no, ker Liverpool je v takšnem zalivu. In tukaj so pa obiskala levo zgoraj, vidite spet kitajsko četrt. Kitajska četrt v Liverpoolu naj bi bila po podatkih, mislim, tudi najstarejša kitajska skupnost v Evropi. Ne? Ja, če se ne motim. In je mogoče bolj zanimiva kot tista v Manchesteru, tiste v Londonu pa nismo obiskala, tako da ne moremo ravno komentirati tega. Drugače na ostalih 3 slikah pa lahko vidite ta, kot se reče, Albert Docks. Ja, Royal Albert Docks, to so bile nekoč Docks. Pomolje, ja. Tako pristaniško skladišče, Docks se pravi reče, ne? Tako je. Ja. Pristaniško skladišče. In je bilo tudi, mislim, da prvo negorljivo. Kaj pa to pomeni? Ja, v bistvu je bilo to prva stavba v Veliki Britaniji, ki je bila zgrajena iz litega železa in opeke ter kamna. Prva pristaniška stavba. Ja, in ni vključevala te lesenega ogrodja, zato se pač ni mogla vneti, če bi kaj zagorelo. In ta sam dizajn teh pomolov je zelo bil inovativen in revolucionaren, ker je v bistvu zelo globoko noter v mesto sega in čisto ladje so lahko priplule čisto do teh, blizu teh skladišč in so lahko raztovarjali in natovarjali to v bistvu čisto enostavno. No. Mislim, da danes je to ena z najbolj obiskanih atrakcij in predelov mesta. Praktično je to polno restauracij, lokalov, trgovinic, od živil do spominkov. To je res živ predel mesta, zelo dobro so ga revitalizirali. Drugače tudi na UNESCO seznamu, še je. Mislim, da so ga celo vzeli. Na račun te prenove, ki je v bistvu naredila veliko dobrega za mesto, so pač izgubili vpis na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine, ker pač so do te mere spremenili podobo, da... Do zadnje prenove, mislim, to bo pred nekaj leti, ko so izgubili naziv kot UNESCO oziroma listing na UNESCO seznamu svetovne dediščine. In na to, ko smo preživeli noč v Liverpoolu, smo naslednjo odpotovala preko zaliva, malo niže, južneje v majhno mestece, zgodovinsko mestece Chester. Izjemno čudovito mestece, podobno mogoče Durhamu, pa še kasnejšim, ki jih bomo predstavila. Tu spet so bili lepi primerki tudorske arhitekture, to boste videli tudi kasneje. Zgoraj vidite, zgoraj desna je slika železniške postaje, oddaleč. Spodaj vidite spet tak kanal, kjer so take majhne ladjice, verjamem, tudi nekaj turističnih vino. Drugače pa je Chester, tako je bil na primer York, podoben, tudi eden izmed tistih mest, ki ima najbolje ohranjeno rimsko obzidje okoli mesta. Spet sprehajalna pot je, nisem se skozi podala na celotno, ampak priporočala spet na sprehod po tej poti. Je pa to bila taka rimska naselbina, tudi največji amfiteater, rimski amfiteater v celi Veliki Britaniji. In če zdaj nadaljujemo do te arhitekture, o kateri sva govorila, o kateri sem prej govoril, torej ta tudorska arhitektura, veliko je teh hiš, takih fotogeničnih, potem je tudi Chester znan. Ja, tukaj pa je ta ura, Ja, to je naj bi bila druga najpogosteje fotografirana ura za Big Benom. V Veliki Britaniji. Ja, v Veliki Britaniji, ki se pač nahaja na eni izmed ulic v mestu Chester. Je pa bila zgrajena, nič kaj posebnega v zgodovini nima. Nima posebnega namena, koliko so raziskali. Sem da pač polepša podobo mestnih vrat. Tukaj zgoraj desno pa vidite ostanke rimskega amfiteatra, spodaj pa še ena taka mestna vrata. In na to je bil spet en dan, ko smo se gledali več mest, torej Chester je sledil Shrewsbury, ja, upam, da sem prav izgovoril, danes mi moje izgovorjava dela težave, se opravičujem. Shrewsbury, to mesto je imelo še lepšo železniško postajo, ki vidite tukaj, ampak manjšo, tako sem na začetku povedala,
En izmed glavnih motivov za to potovanje je tudi obisk teh železniških postaj, ne, ta čar, potovanje od postaje do postaje, ki je vsak še drugačna, ena bolj zgodovinska, druga bolj moderna in tako naprej. No, smo na to izstopili na tej postaji in se podala do tega majhnega mestnega jedra. Ja, v tem mestu se je rodil oče evolucije Charles Darwin in tu spodaj levo vidite en njegov kip. Ja, mislim, da mestno knjižnico, no, pred hramom znanja, lahko rečemo, ne. Drugače pa je bilo to tako razsvetljensko mesto, no. Gledam, res majhno mestece, ampak vredno postanka. Mogoče ni na vseh turističnih zemljevidih, ampak ima veliko zgodovine. Za taki mali kraj, ko mislim, da nima več kot 100,000 prebivalcev, če še to dosega, ponuja res veliko zgodovinskih objektov, tudi en izmed prvih zgradb, ki je uporabila jekleno konstrukcijo, večnastropnih zgradb, je tudi ena prvih tovarn, nasploh po industrijski revoluciji, ki je na celem svetu prvič uporabila ta tip gradnje, torej jeklena konstrukcija in okoli, ne vem, če opeka ali beton, kakorkoli, v stilu Bauhausa, arhitekturne stila Bauhaus. Drugače pa tudi je vredno omeniti mestno katedralo, kjer pa sem bila presenečena, kako živahna je bila ta katedrala. Praktično v tej katedrali je najprej, ko sva vstopila, sva se strani starejšega gospoda v obleki seveda dobila takšen maketo, načrt in mislim, da je bilo 20-30 točk, katerim se je vredno podati v notranjosti te cerkve. In na začetku lahko vidite, na desni sliki je bil razstavni prostor, ena razstava umetniška je bila. Nato v levem delu cerkve, blizu oltara, je bil klavir, na katerega kasneje nekdo zaigral, torej tako da je praktično to bil tudi klavirski koncert. In v desnem kotu je pa bila organizirana neka delavnica za otroke, nisem ugotovila, kakšno točno, ki so jo ravno pospravljali. Tako da lahko povzamemo to, da pri njih je ta cerkev dejansko zelo pomemben družabni prostor, ne samo prostor za vero, ampak namenjen prav kot neki skupnostni prostor, lahko rečemo, za življenje celotne skupnosti. Ja, večnamenski. Ja, sem zelo prijetno presenečena, no, kako se verjetno lokalci tukaj, lokalno prebivalstvo povezuje oziroma druži, no, preživlja prosti čas skupaj. Prav tako pa je, tako kot vidite danes, te razkuževalne postaje, ne, kjer se lahko razkužite roke z razkužilom, je tukaj tudi edino, kar zahteva ob vstopu, so torej mogoče donacije, ne. In te donacije ni dobenje, na primer, redko da vidimo škatlo skrinjico, ampak so v obliki razkuževalnih postaj ravno takšni postterminali, kjer le skeniraš bančno kartico in ti odtegne določen znesek, ki piše zgoraj, toliko funtov za donacijo, tako da več donacij poteka s karticami kot pa zgodovino. V bistvu se poteka brezstično. Zelo, no, napredno. Vse v Britaniji to bodite pozorni. V Britaniji to res je potrebno izpostaviti, tam brezgotovinsko poslovanje, tam je res. Ja, v bistvu je še bolj redko, da kje plačujejo z gotovino. V vseh treh tednih smo enega ponudnika oziroma na tržnici našla eno osebo, ki ni sprejemala kartic. In še to so se domačini, ko so sledila poleg, čudili, kako ne sprejemajo. Tako da res bodite pozorni, tukaj skoraj vam zelo malo koristi gotovina, res pomembno je imeti bančno kartico, no. Po možnosti predplačniško, zelo ste bolj varni. Ja, imate tudi občutek varnosti. No, in to smo se naprej odpravila, ne, bolj center mesta, ne. Ja, to je ena taka zanimiva slika tržnice na desni strani. Ta tržnica se je nahajala v taki, kot v neke vrste bloku, v katerega ste vstopila in potem so po stopnicah gor prišla v prvo nadstropje, ki ga vidite tu na sliki. Tu so te razne stojnice, spominki, sadjem, zelenjavo, oblačili, okoli čisto ob strani so pa take restauracije, potem pa se še lahko podate v drugo nadstropje, kjer pa je taka galerija, takšen pogled na tržnico, se pa tudi zgoraj nahajajo take staromodne trgovinice. Ja, ta tržnica je zanimiva tudi, ker je izredno majhna, no, praktično to, kot je povedala, se nahaja v nekem bloku na zunaj pogled, no, in prav tudi je kalendar dogodkov, no, na pomembne praznike, pa to se organizira take noči na tržnicah, ki se družijo, no, ravno za prireditve ni prostora, ampak praktično drugačna ponudba je. Tu zgoraj seveda so tudi taki, barske mize, no, ki lahko ti ješ, kjer pač hrano, ki jo kupiš na tržnici in uživaš v zgledu na tržnici, te vrveš tukaj. In drugače pa ta tržnica tudi bila izbrana za najboljšo tržnico leta 2023 v Veliki Britaniji.
tako da priporočam ogled, no. Malo bolj drugačne kot pa naša tržnica. Ni ravno neka povprečna tržnica. Potem smo še pa tukaj obiskali en čudovit park, to je bil en znan, kako se mu reče, en znan urejevalec parkov, ne botanik, ampak Ja, tak je načrtoval podobo parka. ja, in njegov spomin so ustvarili takšne čudovite vrtove, tukaj sva si pa te nakupljene dobrote shranila in jih ob čudovitem izgledu tudi pokustal. Pojedla sva ta Cornish pasty, se reče, no, to je en tip jedi, ki jo vidite spodaj na desni strani, to pa je tako v listnato testo zavito goveje meso z krompirjem in čebulo in to je tako lepo pečeno in je bilo res okusno, pa še čudovit razgled sva imela, tako da sva res uživala. In tako sva prišla do skrajne južne točke za ta dan, torej do prestolnice Walesa, to pa je Cardiff, največje mesto in prestolnica Walesa. Tukaj na slikah je grad, ta glavni v centru mesta, no. Ja, grad je res pomemben simbol. In zelo velik kompleks je ta. To leva slika spodaj, to je dejansko obzidje gradu, to pa še en hribček znotraj gradu, kjer je še en majhen grad, pa seveda zmaj, ki je pač simbol vsega valižanskega, ne. Drugače pa Wales, na nekaj hitrih podatkov, Wales je torej pomembno mesto v zgodovini, ne, od 19. stoletja do druge svetovne vojne je bil pomemben izvoznik, pač je pristanišče za izvoz premoga. To je, mislim, da bilo največje svetovno pristanišče za izvoz premoga, koliko so raziskala. Pa po tonaži je bil tudi pred Liverpoolom in Londonom, tako se lahko predstavljate, kakšen pomen je imel Wales neko pristaniško mesto. Cardiff, Cardiff, pardon, ja se pravičujem. Drugače pa tudi jezik, Walesu je... Ja, eden izmed uradnih jezikov je poleg angleščine tudi valižanščina, ki spada med keltske jezike in eden izmed najtežjih jezikov, kaj se jih lahko naučite in je kar precej drugačen, no. Imajo pa vse napise, pač vsi napisi so dvojezični, pa tudi na vlakih so postaje govorili in v angleščini in v tem valižanskem jeziku, tako da je zanimivo slišati, no, kako se to... Samo se ne vstrašite, no, če če slišite kakšno latinščino. Drugače pa ja, no, glede jezika je žal, da je vse manj govori, ne, ta jezik je praktično... V bistvu še samo bolj to starejše prebivalstvo. No. Ja, in skoraj izumirano, tako da... Mislim, da nekje 700,000 ljudi na svetu govori valižanščino. Torej, v slovenščino še vedno več ljudi uporablja. Torej, to pa je obzidje, ne, gradu, še širše obzidje, ki pa je znano po teh figurah, motivih, živali. Ja, mogoče se najboljše še vidi pri tem medvedu na sliki v sredini, da ima take steklene oči. Steklene oči ima 9 originalnih kipov, ki so jih naredili za to obzidje. Ta orel spodaj pa mogoče vidite, da ima take kamnite oči in potem ta kip in še 8 drugih, mislim, da pa so dodali naknadno in tako se ločijo pač tisti kipi, živalni, ki so bili originalno namenjeni, eni pa so še potem dodatno bili ustvarjeni. Torej, 9 je bilo originalnih, potem pa, ko so še podaljšali obzidje, so pa dodali ta nove, ne. Ja. In da so ločili, kateri so originalni, so pač oni pač pustili tam novim kamnite oči. Tako da so pa ti kipi res, kot pešec hodiš ob pločniku in ob obzidju, pa če nisi pozoren in gledaš v tla, jih ne zaslediš, tako da te tudi lahko prestrašijo, no. Nima pa posebnega motiva, oziroma midva ga nisva našla nikjer na internetu, da bi bil kakšen poseben motiv. Ampak je res pač pomembno turistična atrakcija, no, oziroma je vredno obiskati to obzidje. In no, tukaj se spet podala na tržnico. Tako kot so prejšnji oddaji povedala, no, če hočete spoznati mesto, se vedno podajte na tržnico in pokopališče. Tudi. Ja, tudi tu je bila taka pokrita tržnica, v podobnem stilu kot v Shrewsburyju. Je bila zgoraj taka galerija z mizami in restauracijami. Tu sva si privoščila prave valižanske dobrote. Na zgornji sliki desno vidite take okrogle tortice. To je neka mešanica med palačinko in tortico, ampak nekim biskvitom, no, pa ni eno, pa ni drugo. Pečejo jih pa na takih ploščah, ne v pečici ali pa v ponvi. Vsebujejo pa rozine, pa posute s sladkorjem.
Potem sva si privoščila tu spodaj levo Sredini, ja. Ja, v sredini tako tortico, ki se reče toasted tea cake, torej popečeno čajno pecivo s suhim ribezem in ki je bilo namazano z maslom. To je še ena taka popoldanska sladica, ki jo Valežani uživajo ob čaju. Na čisto desni sliki pa vidite eno tako mesno kroglico in tej jedi se reče faggots and peas. Ta mesna kroglica pa je narejena iz mlete drobovine. Postrežejo skupaj z grahovim pirejem in tako bogato omako in to smo seveda mogla degustirati. Tile ni bil preveč navdušen nad okusom, ampak za vse ljubitelje mesa pa mislim, da je to ena taka specialiteta. No, če boste za kosilo odšteli vsaj več kot 10 funtov, definitivno na osebo, tukaj je bilo izredno ugodno, da so si privoščila in to jed in dodatke, no to mislim, da to jed, mislim, da 4 funte. Ja, nekaj takega. Pa je bilo za oba skoraj dovolj. Za enega je definitivno dovoljno, tako da predlagamo si, obišče to tržnico, poskusite te dobote, pa boste zapravili pol manj, kot pa če bi šli ven na kakšnokoli pico, kakšnokoli brat hitre prehrane, kakoli drugega. Drugače pa veliko jedi, sploh v Veliki Britaniji, seboj ravno to meso, vse drobnice, ne. Naprimer, še posebej v Walesu je znano, da je kakovost zelo šibka, zato se veliko pač usmerja ravno v živinorejstvo, ne, in ker pač so primanjkanje ravno te poljščin, poskušajo od živali ohraniti vse, od mesa, tudi od drobovine, ko smo zdaj videli, ne. Pa tudi rudarji, ker je bilo veliko rudnikov, ne, premoga, je bilo znano, da so morali jesti neke bolj močne kalorične jedi, no, in so zaradi tega pripravili tudi te mesne kroglice, ne, od to tudi izvirajo. Če se pa premaknemo naprej, spet je še vedno Cardiff, to pa je ta Cardiff Bay, velik zaliv v Cardiffu. Ja, tu so se bi se podala peš iz središča mesta proti morju, ne vem, koliko je bilo, mogoče pol ure hoje. Cardiff je spet v nekem dolgem zalivu, ne? Ja, in v zalivu je bil to panoramsko kolo in taki mali zabaviščni park, večinoma za otroke. Pač to je Bristolski zaliv in znotraj tega je ta Cardiffski zaliv, ko pa so mu ponudili tak, oziroma so v njemu stvari tako umetni nakop zasipa, ko se pove, ne. Ja, vidite na spodnji sredinski sliki, ko so te zapornice, ko spuščajo ladje oziroma manjše ladje in čolne znotraj zaliva, no. To tako se pa želela povedati, ne, je ta zaliv. Je pa po celem zalivu državni prostor, mislim. Ja, državni prostor je in po celem zalivu je taka dolga sprehajalna pot in veliko ljudi tu teče, kolesari in se druži. To je taka pomembna točka, no. Ja, zabaviščni park, pa je pa tudi dejansko tudi mislim na parlament, ne. Ja, tu je parlament. Parlament, valežanski parlament, ja. Pa tudi, kot vidim, tak ikoničnih cerkvic, tako da to je res vse pomešano na tem kraju, od restauracij do industrijskega dela, do zabaviščnega parka in tudi parlamenta, no. No, to pa smo se pol kasneje naslednji dan odpravila iz Walesa proti notranjosti Anglije, proti Londonu, ja, in sva obiskala dve zelo pomembni mesti. Prvo je Bath. Bath je tako kot kakšen York pa Chester, mogoče spet neko zgodovinsko mesto s svojo pomembno identiteto, no, torej to je bilo postavljeno že v davni prazgodovini, mislim pač v teh železni dobi in tako naprej, ampak je znano kot rimska naselbina. Seveda pa je poznan po svojih rimskih termah. Tako, ki so jih po letu 2000 tudi preuredili, tako da so ločeni novodobni kompleks za kopanje, pa tudi ta starodobni, ki je danes muzej. Tukaj nekaj fotografij z Batha. Tu mogoče zgoraj levo je muzej rimskih term, vidite, da je zelo dolga kolona pred njim, pa mislim, da ob tej uri še sploh ni bil odprt, pa tudi stopnina je zelo draga, no. Izredno draga, tudi za študente, ne? Ja, mislim, zato se ravno nisva odločila za obisk, čeprav zagotovo je vreden ogleda, ampak midva sva imela bolj študentski proračun. Zanimivo je, da nekateri, večina muzeja je naprimer brezplačnih, in to tako velikih kot britanski, ki sem ga predstavila v prvem delu,
Medtem ko so pa nekateri gradovi, pa naprimer ta muzej rimskih term, tudi za študente s ceno 25 funtov minimalno ali pa vse 30, ne, kar je zelo velik razkorak, no, in tudi pa strani malo predrago pa za najo, ampak po najnem okusu. No. Tukaj še tudi katedrala v Betu, pa ta znan most, na katerem so tudi trgovinice, tako ta most v Firencah. Kako se točno... Ponte Vecchio je v Firencah. Ja, točno, Ponte Vecchio, ta most, ki ima trgovinice na sredini, oziroma trgovinice, ki ima tudi hiške, pa tako most Rialto, mislim, v Benetkah, kjer se nahajajo trgovinice spominke, pa te zdragoljarne in tako naprej in to je podobno. Tukaj je tudi kakšno zajtrkovalnico, ne se angleški zajtrk, ki znam, imate tudi te zajtrkovalnice, ki vam pripravljajo za kar veliko ceno tudi kompleten angleški zajtrk, torej lahko preskočim, lahko povemo, torej, mi smo ta angleški zajtrk jedala spet na eni tržnici, ampak glavni sestavini tega zajtrka, torej so ti baked beans, torej ta fižol v paradižnikovi omaki, toast z maslom, pa sva si privoščila še sladico, jabolčno pito z vaniljevo kremo. To so samo torej, dve komponenti zajtrka, poleg pa so še vse jajca, slanina. Pa ta black pudding, torej te krvavice. Točno, black pudding je pri njih krvavice, ne? Ja. Pa čaj seveda, klasično. Ja. Drugače, no tukaj pa še, po čem še bed znam, to so ti... Te mestne hiše, stanovanja, mestna stanovanja, ki so v taki obliki polkroga, z zelo velikim premerom. Ja, mislim, da se mu reče The Circus, ne? Ja, The Circus. Ja. Ampak to je to tak viktorijanski slog, ne? Arhitekturni. Arhitekturni slogi so ravno v Angliji poimenovani po vladarjih, ne? Tako da od to gregorijanski slog, viktorijanski nazaj, ker sem imel materija glede tega, pa na tole malo tako zanimano. Točno zdaj ne vemo, kako je, ampak mogoče se lahko sami bolj razliščili to. Pa seveda spet je znamenita angleška travica, tu pa tam boste videli katerega domačina, ki sprehaja psa tukaj, ali pa seveda tisočnega turista, ki pa to slika, ampak srečo smo mi dojela trenutek, ko ni bilo dobenega. In na to smo po jutranjem Betu in državnem, dež je bil v Betu, smo si, ko se je malo bolj zjasnilo, ogledala tudi Oxford, spet eno univerzitetno mesto. Ne bi si mogla samo Cambridge ogledala, pa si mogla še Oxford. Sva si ogledala kar nekaj mest takšnih, mislim Cambridge, Durham, pa tudi Edinburgh, ne, univerzitetno mesto, pa zdaj še Oxford, ne, Oxford in Cambridge, najstarejši univerzi v Angliji, ko smo povedala. Oxford je mislim, da celo najstarejši, ne. In nisem prejšnjič povedala, da mislim, da po podatki je bilo, vse 100, sem povedala, da je bilo vse 100 nobelovcev že ustvarjenih, mislim, iz Cambridgea, jih je tudi tukaj preko 50, ne, tako da pač je ta vpliv teh univerz, pač kot mesta, kot univerzitetnega mesta res velik, spet ti koledži, seveda pa tukaj je drugače glede turistov, ne. Ja, to je bilo zelo veliko turistov. Številne skupine, prav, ki so imele vodene oglede po teh koledžih, res je bilo gnečo. Pa tudi vremena je to malo presenetilo, ker sem midva gledala vremensko napoved in je pisalo, da bo dež in 20 stopinj, ko so prišla sem, pa mislim, da bo vsaj 30 stopinj, pa tako močno sonce. Tako spremenjajoče se angleško. Ja, tako angleško vreme. Da budete oblečeni več plastno, kot čebula, ne. Drugače pa, to je veliko, še posebej azijski turistov, še posebej za Oxford, vedno za tega pomena izobrazbe. Zelo veliko turistov, res izredno. Proti Cambridgeu je tu vse glede na čas najenega obiska, je bilo izredno veliko. Je pa tudi Oxford kraj, kjer so na enem izmed teh koledžev snimali tudi Harry Potter, seveda, smo že večkrat omenili to sago na filmu. Mislim, da ta dvorana, v kateri so jedli, je na enem izmed teh koledžev. Se prav tako tudi St. Pancras postaja v Londonu, St. Pancras International, pa postaja poleg King's Cross. Je tudi postaja, kjer je tudi Harry šel takrat na vlak, ne, ko sem tudi omenila, mislim, v prvem delu, ne, tudi to je zgodovina, oziroma lahko rečemo potencial za filmski turizem. Drugače pa to so ta zgornja sredinska slika, to je knjižnica, znana knjižnica, ostala so pa vse koledži, ne, različni. Tukaj še lahko vidite pa pri tej knjižnici tudi ta vrata za vsako... Kot vsaki predmet, da ima svoje krilo ali pa del v knjižnici. Za vsako stroko, naprimer za filozofijo, zgodovino. Za glasbo in to. Kemijo in tako naprej, Res, če priporočava gledno, kako so da res... Zanimivo mesto. In na to so se prišla že v London nazaj, ampak v Londonu nisem ostala
te zadnje dni, Nina več obdržala prav dolgo, ja. Se podala na obrobje Londona, ki je eno majhno mestece, St. Albans, ki ni tako poznano, je pa res vredno obiska. Mislim, da je kot pol ure vožnje z Londona. Nekaj takega, s hitrim vlakom. Ja, z novo linijo, to ta novi prevoznik je ta, v glavnem, čudovit kraj. Spet sva prišla na Sobotno tržnico. Spet smo povezali s tržnico, kjer sva poskusila tudi neko jed, ampak mislim, da ni britanska jed. Naj bi bil to portugalski tort, neka sladica, ki se izvira z Portugalske, ampak je zelo popularna pri Angležih. Tako lisnato testo polnjeno z vaniljevo kremo in sladko in vedno poskusite. No. So pa tudi tu take tudorske hiške na teh ulicah in tako lušno mestece za obiskati. Pa spet ima korenine pri Rimljanih, spet ima čudovite parke urejene, ne? Res v Angliji ima te parke, pač s to angleško travico, pa s temi majhnimi jezerci, tako res čudovite. Pa tu se veliko ljudi sprehaja, še večinoma vidimo se mogoče videti starejše domačine, ki vedno pridejo oblečeni bolj prestižno. Bolj gospodsko, ja. Ja, gospodsko. Večinoma smo jih midva vse videla v oblekah, no? Ne samo kot v trenirki in kot prostočasnih športnih oblačilih. Zakaj pa sva obiskala St. Albans? To je pač glavna atrakcija, je ravno ta čudovita katedrala. Zelo starih in pomembnih. Tukaj tudi mislim, da pokopan prvi svetnik. Ja, prvi britanski svetnik, mislim, da je St. Alban, torej Sveti Alban. Nekaj takega, no, ampak spet ta katedrala je bila spet tako kot v Shrewsburyju, zelo zanimiva. Skupaj z njo je bil tak dograjen prizidek, kjer je tak visitor center, ne? Center za obiskovalce. Center za obiskovalce, se spominki trgovino, ki lahko bukiraš oziroma rezerviraš turo, ne? Vodno gled. In ko prideš v katedralo, imaš res na vsakem koncu, to je izjemno velika katedrala, na vsakem koncu imaš prav tablo z opisi, z zgodbami, kakorkoli, iz katerega kamna sestavljena kot muzej, še več dansko informacij kot muzej. Prav tako velik obisk, pa to... Pa tudi tu so imeli te postterminale za donacije. Ja, samo tukaj res na vsakem koraku. Drugače pa... Mislim, da koliko denarja potrebujejo, da ta cerkev deluje, da sem že pozabil. Ampak je zelo visoka številka. Mislim, da bodo dokaj skoraj 1000 funtov na dan, da vzdržujejo to katedralo, kar nam je celo več, ja. Zato pač nagovarja k prostovoljnim prispevkom. Je pa res potrebno vedeti, da ta katedrala poleg tega, da je gromozanska, in poleg tega je tudi na začetku predstavljena tako družinsko drevo, ampak ne kako družinsko drevo, kakšne kraljeve družine, ampak zaposlenih tam, ja. Kot družina podjetja, ki pač oziroma kot družina, ki skrbi za to cerkev, če so to res družina, ampak vsi zaposleni so predstavljeni v tem družinskem drevesu, od tistih, ki čistijo to katedralo, do tistih, ki izvajajo vodne ture, do tistih, ki igrajo na orgle. Res zanimivo, no, prav tako bolj avtentično, osebnostno doživiš to. Ima pa to lepo vitražo, ki jo vidite tu na spodnji desni sliki v obliki kroga, no to je še ena taka znamenitost. Pa tudi, ko so midva bila tam, so imeli neki koncert na orglah, da so slišala to glasbo v taki imenitni cerkvi. Tukaj boste dosti krat tudi slišali jogo dojenčkov, veliko ljudi tukaj pride z družine, kot na družinski izlet, ogledati si pač katedrale, ne, uživati nedeljski popoldan. Tako da res spet zelo živahen kraj. In to še ena atrakcija v St. Albans. To pa naj bi bila najstarejša ta pivnica ali pa javna hiša v Angliji. Čeprav neki določeni zgodovinski podatki malo kaže, da to ni resnično, ampak vseeno so si jo pač malo ogledala od zunaj in tu naj bi organizirali te peterlinje borbe. Dokler niso bili prepovedani, seveda, dokler niso postali nelegalni. Ampak ja, neki zgodovinski podatki pač kažejo, da to ni najstarejša pivnica, ampak napisne poročali pa vseeno trdi, da je. Je pa ta hiša res taka hecna. No, nama se res zelo dopadla, to so tudi spustila tukaj, to je v bližini tega parka mestnega, ki je zelo velik, to so tudi rimski ostanki, tako da priporočajo tudi, da se sprehodite. Je pa to zelo blizu železniške postaje, mislim, ne zelo blizu, dokaj blizu, ampak zelo blizu mestnega jedra, ki je zelo majhno drugače. No in pol, ko so se vrnili v London, nam ostalo še nekaj dni, odpravili sem se na klasični Greenwich, ne. Ja, da je taka must see, ali pa najbolj
ena izmed najbolj pogostih teh atrakcij, Mhm. ki si jo morate ogledati v Londonu. Se pa nahaja kar daleč iz mesta, so se pa midva tja peljala z nadzemno železnico, ne s podzemno, ampak s tako, ki vozi visoko med stolpnicami in zgradbami v Londonu in je tudi bila ena taka izkušnja. Greenwich, ja, je znan po tem greenwiškem poldnevniku, ki se nahaja na enem, na vrhu tega hriba, s katerega je ta čudoviti razgled, ki ga vidite spodaj desno. In jaz sem pričakovala, pač, da bo to res, ne vem, nekaj ekstremnega, ampak ko sem prišla na vrh, sem ugotovila, da pač moraš plačati, če hočeš videti ta poldnevnik, to črto na tleh, kjer poteka, in tudi čisto zgoraj desno se vidi, no, kako ljudje občudujejo to črto. Za tiste, ki pa nočejo plačati ali pa pač ne želijo, pa je malo tanjša črta, speljana malo nižje. Je ta črta, ki vidite na desni, je kot nad podestom, ne? Ja, In ta podest, no, torej zid, ki ga drži, je pa spodaj ta druga črta, no, do katere pa imamo dostop tisti, ki nismo plačali. ta tanjša, ki je tu v sredini. To je taka turistična gneče, kot da ste Ja. v središču Benetk, tako da mi Ja, niste res. bila zadovoljna. Ne vem, kako lahko toliko ljudi tako daleč iz središča Londona migrira, samo zato, da vidijo pač Ne, pa tudi večina jih tudi uživa piknike, ampak res taka gneča, da ni ravno privlačna, več pa tudi samo tekanje na hrib za to fotografijo ali pa samo, da prestopimo to črto, je res mogoče že malo brezpredmetno, ampak vseeno, če vas zanima, je vredno gledano, mislim. Je nekaj. Pa, ker smo vesela, pač izpostavljamo v železniške postaje, še ena izmed pomembnih železniških postaj v Londonu je Paddington Station, ki nosi enako ime kot to medvedek, no, iz tega filma Paddington Bear, in tukaj naj bi v prvem delu tudi prispela to postajo, ne? Tako da je spet ena filmska lokacija. Ja. Ja, pred postajo se pa nahaja taki kovinski bronasti večji kip, ki se mu reče, nisem že pozabila, Ja, kako se mu reče. The Wild Table, nekaj Ja. takšnega, no, nismo prepričani, v glavnem. To smo na popoti ugotovili, no, in smo se na hitro prebrali, je pa ponazarja, da vsi, vse živali, ne, So dobrodošle. ja, da vsi imamo za isto mizo, torej kot da smo vsi odvisni od ene zemlje, ne. Ja, pa tudi mislim, da je za to mizo posedenih 6 ali 8 najbolj ogroženih živalskih vrst. Ja, malo več, samo mislim, da niso vse, da ene so prispodobne človeka. Ja, ta pes pa zajkla sta tista, ki vabita na to bogato večerjo. No, v glavnem, ostajata pa še vedno 2 prosta sedeža, kamor pa lahko prisedete vi in sodelujete simbolično in te gosti. No, in torej še pol tudi zadnja pogostitev, ne. Prvo smo se sprehodila do ene restauracije, predtem sem obiskala torej Zanimivo je, da sem si midva rekla, da bova ta dan v Londonu preživela bolj sproščeno. Ampak to na sliki vidite tako zelo obljudeno tržnico v predelu Londona, ki se imenuje Camden, kjer sem midva tudi bivala. taka divja, bi rekel. Ja, taka divja neka četrt. Tukaj sem pa šla v eno tako pravo britansko pivnico na še eno tradicionalno jed, ki se imenuje bangers and mash, to pa so take pečenice z pire krompirjem in tako čebulno omako, postreženo zelenjavo. Ja, to nismo videli, to vse brokoli pa kot Ne. blitva, no. Je res zelo dobro. V mestu mlake, ampak res to smo štela malo več. No. Vse, kaj govori, jeste več jaz kakršnokoli pivnico, restauracijo, to so više cene tako na tržnicah. Ampak je bilo vredno, ta dan smo se res prvi večji obrok, no, in smo se res želela. Da je nekaj posebnega. Ja, nekaj tako konkretnega, no, je bilo res vredno. To je tudi ena izmed jedi, ki jih priporočava, no, da jih poskusite, če boste kdaj v Veliki Britaniji. Na to, pa pred zadnji dan, spet pred tisto nočjo, preden smo odpotovali nazaj, sva obiskala tudi torej znamenito galerijo, no, oziroma Tate Modern, kjer so si pač to vsa abstraktna umetnost, no, vse te Neke umetniške inštalacije in Ja. posnetki performancev in fotografije umetnikov in res veliko teh različnih umetnin si lahko to pogledate, ki vam mogoče niso najbolj vsakdanje ali pa najbolj klasične. To je v Tate Modern, v reki Temzi, torej v takšnem nekdanjem power plant, ne, power plant je bilo ta, Elektrarna, ja, in tukaj noter je zdaj urejena ta galerija, reče še Tate Britain, ne, ja, dve. kjer so poznane slike raznih takih umetnikov, kot so
Picasso, Pa Dali. Dali in tako naprej. No. In en izmed teh najbolj znanih so tukaj, no, v teh dveh. Drugače pa tukaj, naprimer, ta stolp je znan, sredinska slika sestavljen iz različnih radijev, ne? Od najstarejših pa potem do teh bolj modernejših. In so nonstop na drugačnih frekvencah priključeni, no, da se sliši ti zvoki. Ja, mešajo. niti dva ne predvajata iste radijske postaje ali pa iste oddaje radijske, tako da je zelo zanimivo. Tukaj so neki gibljivi oziroma premikajoči se neonski napisi in tako naprej, ampak se ne se spuščajo v te posamezne. Najboljše, da se to, kar sami pogledate. Ja, je res nekaj takšnih, ki vam da misliti, no. Da sami najdete to estetskost oziroma to lepoto sami v teh umetninah, no. Da se morate malo bolj potruditi, da najdete bistvo. No. Vsak si pa seveda svoje bistvo odkrije v tem. No, in to so še pol zadnje slike poti. No. To smo na začetku minili, da bomo prikazali še en tak mural od Banksija, sredinska slika, ta mala deklica, ki vleče mali voziček, na katerem je Raketa. pač malo bolj taka, kako bi rekel. Ja, malo tako kontroverzna slika. Ja, malo tako kritično, no. Ampak res zanimivo. No. Je pa tudi tak na koncu ulice, tak res pri tleh majhna podoba, no, v glavni, ki je zavarovana s steklom. Veliko njegovih muralov je žal že bilo uničenih, prepleskani, kakorkoli, no, vse prav seznam tistih vseh, ki so izginili. In zelo so nekateri ohranjeni, ne, v tem steklu, oziroma jih zavarujejo, ampak žal je to res malo takšno. Če tu čisto na levi sliki se nahaja še ena tržnica v Londonu, ki pa je navdihnila pisateljico J.K. Rowling, da je v knjigo vključila to prečno ulico, na kateri si je Harry Potter kupoval te šolske pripomočke in palico in opremo za Quidditch in ne vem, kaj še vse je potreboval. Ja, to je bilo ta skriti vhod v tisto tržnico, Ja, v prvem delu. To pač, to je v filmu. ja, iz te je pa še v tisto skrivno, ampak mislim, spet smo pri Harry Potterju. Ja. Čez celo mesto so te filmske lokacije. Pa nisem, da smo jih namensko iskala, pač naletela smo na njih. Zgoraj tu v sredini se nahajajo te male Benetke, kanal, po katerem se spuščajo turisti z ladicami. To čisto desno v kotu pa ta znameniti prehod za pešce, ki so ga Beatli uporabili na naslovnici svojega albuma, ta Abbey Road. Tu pa vidite, da so turisti v bistvu ustavljali in ovirali promet. Tukaj promet poteka normalno, ampak mi da spet nisem prišla sem kot turist, zato je bilo bolj naključno. In se tukaj mimo sprehodila in smo sledila ljudem, ker sem vključila hoditi do tega in nismo prvo odkrila, kaj je tu tako posebnega, ker je to pač ena izmed poprečnih ulic v Londonu, in kasneje smo preko raziskovanja na internetu ugotovila, da je to ta Abbey Road. Drugače pa evo, in to je zadnji dan, na enodnevna pot iz Londona do Maribora, prešla smo skozi Bruselj, spet z vlakom pod morjem, Rokovskim prilivom, potem smo tam imela kratek čas za prestop na vlak, hiter vlak do Frankfurta in od tam še krajši čas, da prestopimo na vlak iz Frankfurta v Nürnberg. In na to smo vzela to daljšega iz Nürnberga na Dunaj, to je bil najdaljši, ne. Na to enega regionalnega do Gradca in na koncu do Maribora. Domači prevoz do Maribora. Ja, domači prevoz do Maribora, to je bil edini netrajnostni prevoz s avtomobilom, čeprav smo bilo več, ampak okej. Drugače tukaj vidite na sredinski sliki, da je hitrost dosegla tudi 300 km/h, no to so ti hitri IC vlaki nemški, ne, ki pa so omogočili, da smo mi prišli v enem dnevu sekala toliko držav in upravljala tako veliko pot. Spet smo se podala na različne železniške postaje, na tem spodnji levo vidite, to je frankfurtska železniška postaja glavna. Če imela čas, bi se tudi podala v ta mesta. Levo zgoraj vidite eno bruselsko postajo in tako naprej. Ampak ker se nama iztekal ta zadnji potovalni dan, v bistvu pač sem mogla priti domov. Ja, tukaj smo pač spet malicala in vso hrano imela z nahrbtnika. Še vedno je ostalo nekaj rib iz konzerve, pa nekaj paštet dele, tako da smo se vrnila domov in pač po poti jedla še vso hrano, ki so jo prinesla iz Slovenije. No. Tako da s tem pa bi tudi zaključila najno popotovanje. No. To je bilo res tak konec, no. Poznih zvečernih urah sva prispela. In vseeno, kljub temu, da sem bila 18 ur na vlaku, sem imela še kar veliko energije, no. Ni bilo tako utrujajoče. Vlaki so bili udobni, res je treba pohvaliti to. Priporočam vse posod rezervacijo, ravno na teh letih so skoraj vse posod priporočili rezervacijo, ampak mi da so se še vedno našli sedeže, ki niso bili rezervirani. Čeprav pa s to Interrail karto je res ugodno, ta en vlak, hitri, tako sami pogledate, zelo drag verjetno.
in sva res bila vesela, da smo pokazali to QR kodo in smo na tak način vedeli, da smo privrčevali res veliko. Drugače, ob koncu oddaje se vam vsem zahvaljujemo za pozornost, da ste bili z nami, da ste nam poslušali. In zdaj še enkrat torej, vam predajamo geslo, torej geslo na vprašanje, katera žival je simbol Lica, mesta Lic, torej sova. To je geslo do nagrade popotniške majice, torej vse, kar morate storiti, je, da na mail popotniškega združenja pošljete vaše osebne podatke, torej ime in priimek, naslov, številko majice in geslo, ki ponavljam je sova. In izmed teh prejetih sporočil bomo do 12. ure naslednjega dne izžrebali nekaj nagrajencev, ki bodo dobili po pošti, torej popotniško majico. Tako da Za konec pa še enkrat vse mlade spodbujajo k potovanju, k raziskovanju in da mogoče na svoji poti uporabite tudi Interrail karto. Ja, tako da potujte trajnostno, potujte z vlakom. Se veliko uživate, torej to je to in do naslednjič, veliko potujte, tako kot smo povedali. Bon voyage.